Tanci, nov šef, novo obdobje, 2 treninga ste mi, kako se skupaj izgleda? Pa ja, zaenkrat je bilo vse super, veliko neke nove pozitivne energije, predvsem iz strani teh novih trenerjev, pomočnikov, novega kondicijskega. Mislim, cel štab se je zaenkrat zelo pozitivno pokazal in ja, mogoče smo rabili nekaj takega. Imamo zdaj dosti časa, da to izkoristimo, da se zgradimo kot ekipa, da neke stvari nadogradimo in zaenkrat smo začeli super. Kaj je največja razlika, kaj je največja sprememba, če bi te en zdaj izpustil iz zraka v to dogajanje, po čem bi takoj vedel, da je nekaj novega, da je nov selektor, da je nov štab? Kaj je največja ta razlika? Pa, zdaj, Ali ni nič takega? mislim, če pogledamo črne na igrišču, je dosti novih obrazov. To je največja razlika. Zdaj, v ekipi je tudi par novih mladih fantov, ampak ne vem, tu so še določene poškodbe, pa to, da vse to malo vpliva na izgled reprezentance, ampak mogoče ne vem, neke stvari v ozadju, ki jih ne vidite. Selektor ima nek svoj način, imamo tudi eno aplikacijo, izpolnjujemo, kako se počutimo vsak dan, da vejo, v kakšnem smo fizičnem stanju, od tega prej ni bilo. To je verjetno pač zahteva novega kondicijskega, ker verjetno oni skupaj sodelujejo, da potem pač dozirajo treninge. Tako da zdaj v bistvu vsak dan javljamo sproti, kako smo spali, kako se počutimo. A to je to tako vprašanje, kot je Riera enkrat govoril, če ste srečni, pa če ste Ma, ja, podobno. Ocenite tako 1 do 10. Ja. Zdaj, koliko so fantje realni, to pa drugo, ne. A ti si realen. Pa jaz povem, koliko je. To je špok 2. Kako ste danes spali od 1 do 10? Ena dobra 7. Pa če se tudi navežemo na to, kakšno pa je stanje v reprezentanci zdravstveno, v smislu ste zdravi? Pa vsi tukaj, ki smo zdravi, razen Adrian, tukaj ima na glavi. Ostali, ki pa imajo poškodbe pa težave, pa jih itak ni, ne. Vemo, da sta Jan pa Benjamin bila tukaj z nami par dni, sta nas pozdravila. Sta šla nazaj v klube rihtati te zadeve. Tako da, ostali, ki smo pa tukaj, pa smo vsi zdravi, ni nekih problemov. Koliko to pomeni, da je kapetan prišel, čeprav mu ne bi bilo treba, pa da je bil Beni tukaj? Pa mislim, da njima tudi paše, da prijete malo v Slovenijo, da prijete malo k nam. Mi smo, vseeno smo, tako, dosti smo skupaj, ne, pa smo prijatelji, pa zdaj v klubih glih nimata ne Balkancev, ne Slovencev. Ti zdaj lahko zapreti. Ne, pač jaz vidim po sebi, da pač že sam zaradi tega ful rad prijem nazaj v Slovenijo, da pač vidim svojo družbo, vidim te fante, skupaj res uživamo, tako da. Kar se tiče pa nogometnega vidika, pa sigurno, ne. Prvi zbor z novim selektorjem kot 2 neki presodni uslačilnici, kot 2 avtoriteti, mislim, da je bilo prav, da so te uvodne stvari neke dala z nami čez te sestanke, tako da je bilo zelo lepo od njih. Kaj ste pa kaj rekla? A nič, da gremo zmagati v Budimpeštu. Da gledala po televiziji, pa to. Ja, ona dva ne rabita izpolnjevati. Timi, a se obetajo kakšne spremembe v sistemu igre, v načinu igre? Mislim, zdaj ne vem, koliko imamo kaj dovoljenje govoriti o taktiki, pa to mislim, da Madžari Krajnik je rekel, da lahko vse. Madžari ful spremljajo te izjave, pa to, da jim ne bomo vsega izdali. Mislim, lahko povem, da hočemo biti, da se lahko adaptiramo na terenu, da imamo vsaj 2 različni stvari pripravljeni in potem glede na nasprotnika, da lahko se prilagodimo, da nam bo malo lažje. Tako da, kaj bo ponudil nasprotnik, mi bomo dali odgovor, se tako postavili, da nam bo pač malo lažje. Zdaj, kaj pa to pomeni, pa lahko se tam v grmovju skrijete, pa malo trening pošpegate, pa boste kjere stvari videli. Ostalo pa naj gospod selektor pove, jaz ne bom preveč. Kako se lotiti teh prijateljskih tekem, ne? Zdaj, je to samo v luči priprav na resnejše tekme, na kvalifikacije, ali je tudi že te prijateljske tekme potrebno imati v navednicah smrtno resno, ne? Da se tudi dokažeš selektorju in tudi on javnosti? Pa ja, sigurno je vsaka tekma neko dokazovanje za sebe. V fuzbalu je tako, da nikoli ne veš, kdaj kje spremlja tudi za svoje neke bodoče korake. Obležite res Slovenije, pač mislim, da ni fanta, ki ne da 100%
vsakič, tudi na treningu, ko gremo na igrišče, kaj šele na tekmi. V Budimpešti, top stadion, mislim, da ni nekih izgovorov, zakaj ne bi šli na polno. Pa veliko krat, ko se kaj neki špara kdo ali pa gre na pol, se lahko zgodijo neke neprijetne poškodbe, ker če greš v duel na 50%, to je najslabše, boljš da greš z vso močjo, pa boš bolj skozi prišel. Tako da mislim, karakterje, ki imamo v slačilnici, da bomo vsi to vzeli smrtno resno. Je pa res, da ni pač tako nekega zdaj pritiska. Lahko probamo sproščeno igrati, ampak to pa ne pomeni, da pa odnos pa fokus ne bo na 100%. Še Crvena zvezda, kako ste tam zdaj? Ste zadovoljni zdaj? Ja, zdaj se lažje diha, imamo veliko prednost. Zdaj to lepo mirno pripelja do konca. Je še pa fokus na pokalu, vemo, da pač v pokalu ena tekma, ampak veliko teh boljših ekip je že izpadlo, sem Vojvodina še v igri in verjetno se bomo z njimi srečali v finalu. To bo ponovitev lanskega finala, ki smo ga zmagali. In, ne vem, zdaj so stvari dost bolj jasne, boljše na terenu zgledamo ta drugi del sezone in je uživanje delati z še enim zvenečim imenom, kot je Dejan Stanković. Jaz imam tako neko srečo, da v karieri sem zdaj že dal skozi kar nekaj, od Lamparda v Angliji, pa Doriere, pa Prosinečki, Savo Milošević, same neke bivše nogometne legende so mi bili trenerji in on je zdaj še eden od teh v tej moji zbirki. Tudi ti si v boljšem stanju, kot zbiri sin. Ja, sigurno. Rabo sem te priprave, da sem oddelal na polno januarja. So bile dost zahtevne, dost težke. Tako italijanska šola, ki ima cel štab ima iz Italije. In ja, pač sploh za nas zvezdne je to zelo dobro, da smo dobro fizično pripravljeni. Mi pa je pol tam pred Lilom pa derbijem malo šla zadnja loža. Ko bi si najmanj mislil, da se mi lahko kaj takega zgodi, ker sem se res počutil odlično, ampak ja, so me pol hitro zrihtali, pa nisem preveč izpustil. Koliko je bil šok, ker ste izpadli v Ligo Evropa? Pa mislim šok. Podaljšku. Ja, mislim šok mogoče malo zato, ker smo res imeli vse v svojih rokah po prvi tekmi, pa smo se zavedali, da smo ful blizu. Zdaj realno gledano pred tekmo Lille, kot pač ekipa iz Lige 5 je bil favorit in zdaj ni za to nek šok, da smo izpadli, ampak ja, tista prva tekma je presenetila vse in potem avtomatsko v Srbiji doma je to že v bistvu kao, mi gremo naprej na Marakani, da nam ne more nič, pač pričakovana javnost in navijačev in tu smo ga kiksnili, nažalost. Ampak dobro je rekel naš trener, če pogledaš obe tekmi, v bistvu 3 od 4 polčasov smo bili boljši, ampak ekipa z posamezniki, ki jih ima, oni te lahko hitro kaznuje in ja, škoda, ne. Je pa res, da bi pa šli naprej pol spet na najtežje možne nasprotnike, če bi nam uspelo premagati Lille in ne vem, kako daleč bi lahko prilezli, bi pa bila to res ena fenomenalna izkušnja, če bi prišli naprej v četrtfinale in nič, moramo zdaj gledati naprej, pa dokaj hitro bodo tu že spet nove kvalifikacije za Evropo. Ostaješ v Beogradu? Pa zaenkrat ostajam, ja, sigurno. Se je fajn užiti v Srbiji? No ja, je fajn, sam pač moraš biti pa dost pameten, hitro te lahko zanese, ni to je, kako da rečem, mesto z ogromno pastmi in če nisi družinski človek, ampak je tako, da lahko imaš hitro povedati. Ja. Dva otroka sta. Dva otroka pomagati. Ja, hvala Bogu. Če lahko še eno, Ja, eno na pol off-topic vprašanje. Igrali boste v soboto na prizorišču letošnjega finala Lige prvakov. Kdo bo tam konec maja in kdo se bo veselil zmage? Pa jaz navijam za Barcelono, pa si želim, da Barcelona. Po mojem so si že lani zaslužili tisti duel z Interjem, pa Lamin Jamal je delal. Takrat sem bil prepričan, da pač bomo mi osvojili, pa nam pol ni uspelo, pač vemo, da je to specifično tekmovanje, tako da lani nam ni bilo osvojeno, mislim, da bo letos. Pa še to, ki si prej rekel, italijanski trenerski štab, koliko je tako tipično ful poudarka na taktiki, koliko je poudarka na taktiki, pa spremembo v primerjavi s prej? Ja, ogromno. Pač in v smislu analiz, sestankov in v smislu, koliko časa na treningu preživimo na tem segmentu. Pač
je malo dolgočasno včasih, da se stoji, da se pogovarja na terenu in fantom to ni najbolj všeč, ne. Njim je najbolj, da se samo vrže žoga pa reče igrajte se. Ampak na koncu koncev pomaga pri rezultatih in moramo to vzeti za kup. Je pa to do trenerja, ne, da koliko je on strikten, koliko je on zahteven in koliko potem on pričakuje, da se vse te zahteve izpolnjujejo. Ko nekdo enkrat naredi, opozori, drugič, tretjič, pa več ni. To je neka selekcija. Ko pa je razumevanje v ekipi, ker smo zdaj brali neke namigovanje iz Frankfurta, da je Riera ful velik dela na taktiki, pa da so tak enourni pogovori in da tam tudi je malo jim že gre na jetra. Koliko je razumevanje za te stvari? Pa ja, zdaj sigurno, da predolgo ni dobro, ne, ker itak ima človek neko obdobje, koliko dolgo lahko drži fokus 100%, ko v šoli, ne. Prvo 2 uri v šoli še poslušaš, tretjo, četrto, pa proti koncu pa ti že glava beži. In pa sploh na začetku, če pride ta nov trener in zdaj hoče kar vse naenkrat, je pač potem enostavno preveč informacij in ne moreš vsega tako hitro vpijati. Hitro, kar pozabiš, tako da mora pač trener tu najti neko po stopničkah, da gre pa da nadgrajuje ekipo. Vemo pa, da danes ni časa v nogometu, ne, in pol vsi hočejo vse naenkrat. Pa mislijo, da bo to pač najboljši recept. Timi, kako pa sem še to, je se da tle potegniti kakšno sporednico s Cesarjem, to ni italijanska šola, saj nogometna, če že italijanska. Ja, mislim, igral je tam, pozna ta sistem dela, sicer v štabu pa nima toliko Italijanov, nima dobenega, ne, če smo čisto iskreni. Tako da, ja, ne vem, to je mogoče najboljš njega, da vprašate, kateri neki nogometni filozofiji on sledi. Je pa res, da se vse to nekako preliva, zdaj zadnje čase pa vsi grejo v global, v neko isto smer, ker pač vidijo, kaj pije rezultate, ne. So pa načeloma vsi ti neki evropski uspešni trenerji, neka šola Guardiole in zdaj to je najbolj moderno, no. Bomo pa videli v soboto, kako bomo mi izgledali, pa v katero smer gremo mi za reprezentanco. Lih to, prva 2 dneva pod novim selektorjem. Kakšen feeling? Pa je sprememba, stav je drugačen, kot je bil prej. Eni so ostali, eni so novi, neka pozitivna energija, neke novosti, tako da je zanimivo. V čem se pozna, kakšne so razlike, lahko malo več o tem povem? Pa po mojem se Jelšnik pa ve za aplikacijo, to je nekaj novega. Ja, pa ni zdaj ful velik sprememb, ampak neke podrobnosti so spremenjene, tako da bomo pa videli, kaj bo to prineslo. Super. Štimung zdaj v ekipi 2 tekmi. Kako je? Pa je, dobro. Pozitivno. Imamo dovolj časa, da se pripravimo. Dolga je do prve tekme, tako da lahko vse osvojimo, tako da mislim, da bomo v soboto pravi. Tvoje počutje, tvoja forma, zdaj v Angliji zabijaš na tekočem traku, je to kar želo? Pa je, super je, res se dobro počutim gori. Ugaja mi, mogoče vreme, čeprav ni najboljše, ampak je okej, mi odgovarja. Tega ni Jelšnik povedal. Pogodbo si podaljšal? Ja, še 4 leta, pa par mesecev, tako da odgovarja mi vse. Trener, ekipa, mesto, vse je na top nivoju, tako da ni bila odločitev težko. Kaj bi tisti klik, ki si naredil ta preskok iz lanske sezone v letošnjo, ker si danes imel težko obdobje prilagajanja? Pa ja, prvo leto je kar težko v Championshipu, neka zanimiva liga. Nisem bil navajen na to, ampak ja, oddelal sem priprave od prvega do zadnjega dneva, pa tudi neka miselnost me je pripeljala do tega. Koliko je bilo realno možnosti za selitev v Premier Ligo in kako so potekale te zadeve, koliko lahko poveš? Pa neki pogovori so bili, ampak ni bilo to do neke zaključne faze, lahko povem. Tako da smo na koncu ostali. Borili smo se za play-off, še smo blizu, ampak vemo, da smo trenutno na sredini neke lestvice med obstankom pa med play-offom, tako da
gremo tekmo po tekmo, pa mislim, da bo čez 2-3 tekme jasno, ali lahko ciljamo na play-off. A če bi bilo kaj zelo konkretnega iz Premier lige, si imel občutek, da bi ti klub prišel nasproti, da bi te pustil, preden si se potem odločil za to? Pa upam, da bi, ampak bomo videli, kaj bo naprej. Za nazaj zdaj se nima smisla razmišljati, tako da trenutno uživam v nogometu tam, tako da gremo do konca sezone in upamo na čim boljši izkupiček na koncu. Žan, zdaj si v zelo dobri formi prišel tudi sem. Vemo, kaj ni Benjamina Šeška, pa še vsem na prvi novinarski konferenci nam je selektor Cesar povedal, da stavi na to napadalno igro, da bi tudi rad igral z 2 napadalcema. Tako da, kaj ti pričakuješ, kako vidiš to Slovenijo v naslednjem obdobju, pa tudi svojo vlogo? Ja, moram reči, da imamo same dobre napadalce. Trenutno tudi prej smo imeli, vsi smo v dobri formi, lahko rečem, vsi izgledamo dobro na igrišču, tako da mislim, da ena zdrava konkurenca, mislim, da je to za selektorja zelo pozitivno. Je pa na nas pol, da kdo bo igral v soboto, da oddela čim boljše in da pustimo dober pečat. To bi bila verjetno, tudi rezultat je pomemben, najbrž ne se. Igra in rezultat, konec koncev tudi če je prijateljska tekma. Ja, lahko damo malo več poudarka na igro, ampak na koncu nogometu šteje rezultat, statistika, tako da je pomembno oboje, ampak seveda gremo na zmago, to je 100%, ampak lahko tudi damo malo več poudarka na igri, kaj hočemo graditi, tako da lepa priložnost za neko novo zgodbo, za neko novo energijo, tako da pozitivno.